Dober dan voščim z komentatorskega mesta v Mariborskem Ljudskem vrtu, drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prve lige Telemach. Zadnje dejanje 22. kroga bo največja nogometna tekma in za mnoge tudi največji športni dogodek v Sloveniji. Večni derbi bosta Maribor in Olimpija 151. uprizorila na lepo polnem stadionu Ljudski vrt v štajerski prestolnici. Podaja pred vrata, odbija Ratnik. Pas. Pritisk Maribora, Milec do Božiča. Še enkrat Martin Milec in obramba Vidovška. Obramba Vidovška. Mogoče celo najtežje v nogometu narediti, pa vendar zaenkrat jim gre odlično. Ampak zdaj prehod Maribora, Brnič, odlična podaja v prostor za Žana Vipotnika, to je priložnost, to nabrani Vidovšek, pa Vipotnik! 1:0 vodi Maribor, Žan Vipotnik s prvim golom na večnih derbijih. Brez prekrška, pa tudi brez prekrška Ruja Pedra in nevaren napad Olimpije. Pedro v preigravanje, ne vendarle podaja do Krefla, ki poskuša strelom mimo gola. Aljaž Krefl ostaja 1:0 v tej sezoni. Zdaj lepo spet Brnič proti Sikošku, v sredini je zdaj Božič, še ena nevarnost in Vidovšek brani. Sjajno Matevž Vidovšek po lepi akciji Maribora in novi priložnosti za vijoličaste. Konstantno deležen kar nekaj udarcev in atraktiven način, spet Brnič in Sikošek je pobegnil v ljubljanski obrambi. Priložnostni gol! Božič je zadev za 2:0 po podaji Gregorja Sikoška. Boško morda za podajo, Sešlar v živi zid in roka in 11-metrovka. 11-metrovko je dosodil David Šmajc v 49. minuti. Rdeči karton pa za Josipa Iličiča. Zeleno-bele približa na 2:1 in obramba Špeta Juga. Odlična obramba Špeta Juga, v pravo smer je krenil. Bolj napadalni igri Olimpije, kaj je tisto, kar bo riskiral, da bi prišel do pozitivnega rezultata? To je bil prekršek Krefla. Rumeni karton ter rdeči karton zdaj tudi za Aljaža Krefla. Točna žoga Vipotnika, odlično proti Brniču. Brnič strelja z razdalje in Vidovšek na mestu. Argentinsko družbo v naslednjih minutah na igrišču, kajti Geriko bo vstopil pri Mariboru. Bristič pa zdaj do žoge v kazenskem prostoru. Bristič strelja mimo. Tam je Sešlar na drugi strani prišel do žoge, toda
Posavec v medprostoru, ponuja se Elšnik, Posavec gre sam, lahko tudi strelja, poskusil je Posavec in odlično Ažme Jug. Odlična obramba, nova Ažmeta Juga. Ogromno se je pred to tekmo govorilo, zaključna žogica Olimpije in tako naprej, računi brez Krčmarja, lepa zmaga doma pred polnim štadionom 2-0. Ja, čudovita nedelja, kaj naj rečem. Mislim, da eno res izjemno vzdušje, odlična zmaga z naše strani. Imeli smo nekaj priložnosti, tudi Olimpija, ampak mislim, da smo bili boljši čez celotno tekmo, oziroma smo dogajanje boljše kontrolirali, bili z glavo, se mi zdi bolj v tekmi kot oni. Na koncu zasluženo zmagali, lahko bi dali še kakšen zadetek, ampak res na koncu smo zelo zadovoljni. Ni še konec, ampak v četrtek spet nova tekma, isto se šteje 3 točke kot danes in svetu treba zmagati. Gremo naprej, nadaljujemo serijo. Zdaj, ravno ta serija se nadaljuje, kljub temu, da smo imeli vsi skupaj 2 meseca premora. Kaj je trener Krznar naredil iz vas? Vemo, ko je prišel, kje ste bili, pa kako igrate zdaj? Pa vsak trener ima neke svoje zahteve, ampak kot ekipa zahteve trenerjeve ne moreš odgovoriti na njih v 2 tednih ali v mesecu dni. Normalno, da je to nek postopek dela, ki traja, ampak smo se ga navadili, začutili smo se med sabo, vidi se. Jaz upam, da bo ostal z nami še dolgo. Sam osebno res sem zelo zadovoljen z njim, jaz mislim, da je tudi on z nami. In vse pravim, nič ni končano, ampak po drugi strani pa tudi še nismo naredili nič, definitivno pa ne bomo vrgli puške v koruzo. Zdaj časa ni več veliko tudi za proslavljanje današnje zmage, v četrtek vas čaka naslednja tekma. Koliko mislite prostih dni boste dobili, če sploh? Mislim, da ne bo prostih dni. Tako ste rekli, v četrtek nova tekma, ko sem tudi sam že omenil. Če ne bomo zmagovali naprej, potem lahko rečem, da ne moremo imeti nekega upanja za dohiteti Olimpijo, ampak danes smo dokazali, prejšnji vikend smo dokazali, jeseni v zaključku smo dokazovali, da lahko in da zmoremo. In jaz verjamem, da bomo tudi v četrtek tako nadaljevali. Vijolični bojevnik ste postali danes, kaj vam ta nagrada pomeni? Iskreno, osebno mislim, da nekako lahko rečem, da najljubša nagrada. Osebna, ne kot ekipna, kar jih imam že ogromno, ampak osebna, sigurno najlepša nagrada, kar sem jih do zdaj osvojil. In hvala iz srca navijačem. Vidim, da so prepoznali moj trud, delo in obljubim lahko samo, da bom tako nadaljeval. Tim je rezultat, ki si ga zagotovo niste želeli nič proti 2 rdeča kartona, ogromno dogajanje tudi ob igrišču. Je to derbi, ki je nekako upravičil pričakovanja ali ne? Po mojem je odvisno, koga vprašaš. Če vprašaš navijače Maribora, bodo definitivno rekli, da ja. Za nas pa neko razočaranje. Bilo je čutiti že pred tekmo določene tenzije, ki se to tudi na igrišču poznale. Bilo je dosti neke pretrgane igre, dosti prekinitev, kot si rekel, kartoni. Ampak nič, čestitke Mariboru, danes so preprosto bili boljši, izkoristili so šanse, ki so si jih ustvarili. Mi pa nismo bili dovolj konkretni v zaključku. Definitivno nam ni pomagala ta zgrešena 11-metrovka, ki bi nas nekako vrnila v igro, ampak to je nogomet, enkrat je daje, drugič ti vzame. Še vedno smo daleč prvi na tabeli in z glavo gor gremo naprej, v sredo že nova tekma ligaška in moramo zmagati in se vrniti nazaj v formo. Ja, to je bilo moje vprašanje. Prednost je zdaj 12 točk pred Mariborom, še vedno ogromna prednost. Je pa dejstvo, precej smo tudi novinarji govorili, da je to vaša prva zaključna žogica. Zdaj izkoristili je niste, ampak kot si rekel, časa za biti žalostno enostavno res ni več veliko. Ja, tekme si hitro sledijo, kar je po eni strani tudi dobro, da ne ostane z mislimi pri tem porazu, ampak se takoj fokusiramo naprej. Nekako bi lahko rekli, da je bila to neka zaključna žogica, ki je nismo uspeli izkoristiti.
Ampak če potegnemo črto, zdaj v spomladanskem delu smo v bistvu začeli s 13 točkami prednosti, zdaj imamo 12 pred drugim, tako da tudi nismo ogromno izgubili, samo 1 točko na 2 kola, če bomo tako do konca nadaljevali, bomo vseeno prvi, tako da važno bo, da bomo izkoristili te tekme, ki jih po narekovaji moramo zmagati do konca prvenstva in mislim, da se njemu ničesar zabati. Ja, v sredo že prihaja takšna tekma, ki morate zmagati, Gorica, se pravi danes prespite, potem pa definitivno fokus na Primorce, ne? Ja, sigurno, tudi oni mislim, da so se v zadnjem času malo pobrali glede točk in forme, tako da jih bomo 100% resno vzeli in igramo pa hvala Bogu doma, tako da treba izkoristiti to in osvojiti 3 točke na naslednji tekmi.